Prijazno pozdravljeni in lepo dobrodošli na današnjem soočenju poslanskih kandidatk, zlasti in kandidata. Pozdrav seveda najprej velja vam štirim, ki ste zbrali pogum in se nam pridružili. Potem seveda našemu občinstvu tule za mojim hrbtom in tudi našim gledalkam in gledalcem, ki bodo tole soočenje gledali na naših televizijskih ekranih. Politika je ena čudna gospa, čudna pravzaprav znanost, veda, ki se je lahko nauči čisto vsak, ki to želi in hoče. Po drugi strani pa vsaj v zadnjem času izgleda, da je to precej sofisticirana dejavnost, ki je le nekaterim dosegljiva. Vsi tisti, ki smo danes tukaj zbrani, seveda vemo, da to sploh ni res. V naši volilni enoti, se pravi Novo mesto v 6. volilni enoti, je kandidiralo 15 list in kandidatov. Samo 4 oziroma 3 gospe in en gospod ste zbrali pogum, da ste se nam pridružili. Prijazno dobrodošli, torej še enkrat. Naj povem, kdo ste tiste 3 junakinje in en junak. Magistrica Damjana Petavar Dobovšek, SDS, Slovenska demokratska stranka. Magistrica Nina Mažgon, Zavezništvo Alenke Bratovšek. Gospa Branka Kastelic, Desus, Demokratična stranka upokojencev. In gospod Matjaž Han, SD, Socialni demokrati. Torej pri nas so ženske kvote povsem izpolnjene, pravzaprav celo presežene, bomo rekli. Naslednjič, ko pripravljamo kako takole soočenje, moramo resno razmisliti, kako bomo zagotovili zagotovitev moških kvot. Še beseda dve o pravilih, po katerih bo potekalo današnje soočenje. Vprašanja smo razdelili kot običajno v več tematskih sklopov. Čas vmes merimo. Odgovor sme biti dolg 1 minuto. Zvočni signal nas bo opozoril. Hvala. Odgovor oziroma ugovor, replika, če rečemo malo manj po slovensko, sme biti dolg pol minute, torej polovico časa manj, spet enak zvočni signal. Hvala. Sicer pa odgovori naj bodo precizni, natančni. Volivcem povejte, kaj jim pravzaprav želite postoriti dobrega v prihodnjem mandatu. 4 leta, če bo po sreči, ne? Zdaj smo že drugič na predčasnih volitvah. Vprašanje, recimo pa, da bo naslednji mandat cel 4-leten. Torej, čas je, da začnemo. Prvi predstavitveni krog je pred nami. Rekla sem že prej, ko smo se pripravljali na tole naše soočenje, zelo preprosta gospodinjska vprašanja bodo, nič kaj učenega. Mi nismo visoka politika, mi smo preprosti ljudje, ki moramo živeti drug z drugim in to državo nekam naprej spraviti. Ni v zavidljivem položaju. Pa me najprej zanima, kakšni so pravzaprav razlogi, zakaj hudirja kandidirate v teh hudih časih. Začela bom pri vas, gospa Petavar Dobovšek. Hvala za besedo. Lepo pozdravljam občinstvo. Hvala za povabilo. Pozdravljam pa tudi občinstvo pred televizijskimi ekrani. Zakaj kandidiram ponovno? Namreč moje mnenje je, da politika potrebuje izobražene ljudi, izkušene ljudi, da potrebuje znanje, izkušnje in strokovnost. In sama sem mnenja, glede na to, da že 24 let delam na področju davkov, davčne politike v davčnem sistemu, da bi lahko z mojim doprinosom, z mojim znanjem, strokovnostjo veliko doprinesla predvsem na tem področju, ker se mi zdi izredno pomembno sploh za razvoj Slovenije, razvoj mikro, malih, srednjih podjetij, kmetov in kmetov z dopolnilno dejavnostjo na kmetiji, kar se mi zdi prioriteta v Sloveniji. In njim je treba omogočiti predvsem dobro, boljšo, transparentno in predvidljivo davčno politiko. Hvala. Magistrica Mažgonova, vaši razlogi? Tudi v mojem imenu, tako publiki vam, pa tudi publiki pred televizijskimi ekrani. Že res, da prvič kandidiram na državnozborskih volitvah, vendar nisem povsem novinka v politiki. Na lokalnem nivoju sem se v preteklosti že pojavljala. Zakaj? Mogoče je bil moj vstop takrat na lokalni nivo v tem, da bi krajem, ki mogoče niso v centru, pač Laško,
omogočila razvoj, da bi dobili dodano vrednost. To je bilo takrat, sedaj pa sem se odločila, ko so se našli pravi ljudje, ki so me pripričali, da se spopadnem in tudi prava stranka, katero načela verjamem, da bomo politiko, ki se pojavlja sedaj, ki jo vodi sedanja predsednica vlade, to se pravi politiko, ki ni pripeljala v to, da se pojavlja trojka, da smo se sami rešili iz težav, nadaljevali tudi v prihodnje. Predvsem pa, kar je moja zaveza, ker delam na področju kadrovanja že vso mojo kariero, da bi se tudi tlen razvilo kadrovanje, kadri, zaposlovanje. Hvala. Gospa Kastelčeva, kar zaploskajte mirno. Lep pozdrav tudi vsem prisotnim in gledalcem. Zakaj sem se jaz odločila, da kandidiram? Zato, ker sem v celo življenje uporabljala svoje znanje in to pametno, in zdaj, ko sem v penziji, je škoda, da ga zavržem. Kljub temu, da sem 5 let že v penziji, sem se takoj začela ukvarjati z problematiko starejših, predvsem upokojencev, in videla, koliko težav je v tej strukturi prebivalstva. Zato sem rekla, da naj bo moje poslanstvo, da se borim za upokojence in zlasti za pokojnine. Vse drugo znanje, ki ga pa imam, pa bo prav dobro tudi prišlo, če bi slučajno bila izvoljena, in bom tudi v parlamentu, in to se tiče in gospodarskih zadev, bančnih in vseh ostalih, ki zadevajo odločitve Državnega zbora. Hvala. Gospod Han. Je udoben tale poslanski stolček? Vas je kdaj žulil do zdaj? No, najprej en lep dober večer. Naj povem, da nismo tu, saj upam, da vsi štirje, ne zaradi poguma, ampak zaradi odgovornosti in spoštljivega odnosa do ljudi, ki nas bojo, če nas bojo izvolili v parlament. Ko ste me vprašali, je udoben sedež, vsi govorijo, da je politika umazana igra in tako naprej. Jaz mislim, da ne. Če si dostojanstven, če si iskren, če si pošten, če verjameš v svoje vrednote, je lahko politika tudi, bom rekel, lepa stvar. In brez politike žal enostavno, jaz se upam, da dolgo še ne bo šlo, brez demokracije ne bo šlo. Zakaj pa kandidiram ponovno? Zato, ker sem prepričan, da naš volilni okraj Laško in Radeče potrebuje glas v Ljubljani. To sem v zadnjih 10 letih tudi dokazal. Jaz mislim, da sem veliko pripomogel, da so se nekatere stvari v našem okolju rešile. Seveda bi se dali marsikaj drugače narediti, ampak jaz sem na prehodno pot poslanca seveda zadovoljen. Ključno pa bojo, kaj mislijo volivke in volivci 13. v nedeljo. Tako da, če druga ne, bom ostal naprej Matjaž Han, in to mi je najbolj pomembno, z pokončno glavo. To je bil prvi ogrevalni krog. Gremo kar k bolj resnim temam. Gospodarstvo nas seveda najbolj zanima. To je tisto, kar nas bo potegnilo ven iz te nezavidljive situacije. Slovenijo, kot vemo, v zadnjem času pesti velika zadolženost. Zadnje čase sicer slišimo o nekih otoplitvah, o nekih boljših kazalcih, ampak vendarle od leta 2008 naprej je naš javni dolg z 8 milijard zrasel na, v letošnjem letu, kot vemo vsi, 28 milijard evrov. To so hude številke, to je kar 80 blizu, če ne kakšna stotinka manj kot 80% BDP-ja. Pa me vendarle zanima, kakšne solucije imate, kaj ponujate, na kakšen način pa bomo to lahko presegli oziroma vrnili ta denar. To gre za kredite, to ne gre za šenkan oziroma podarjen denar. Na kakšen način si zamišljate? Prodaja srebrnine teh državnih podjetij v državni lasti ne bo zadoščala? Na kakšen način? Z gospo Mažgonovo bomo pa začeli. Ja, jaz mislim, da je vsem boljše, da smo se zadolžili, tako kot sem že rekla, da nas ni čakala usoda Grčije, ker bi prišla noter in nam bi diktirala vse trojka, kjer bi potem, ne samo, da smo se zadolžili, bi bilo verjetno v tem primeru bilo pomanjkanje pokojnin, zmanjšanje javnega sektorja zaposlenih. Tako da mislim,
jaz upam, da je bil nekje dno dosežen, da se tudi državna srebrnina, tisto, kar je bilo prodano, da se je prodalo, da se v nadaljevanju ne bo več prodajalo in da, se pravi, moje mnenje je, ta vlada je že naredila neke stvari, prave ukrepe, večina pravih ukrepov in sicer tudi rast delovnih mest se je povečala in jaz mislim, da v nadaljevanju glih to je naša prihodnost, da se poveča število zaposlenih. Slovenija je turistična država, poglejte, občina Laško je ena redkih občin, če ne celo edina, ki ima 2 zdravilišči, turizem in s tem kompatibilne dopolnjujoče dejavnosti, tle je naša prihodnost. Gospa Kasteličeva, kakšno vizijo imate vi? Torej, se strinjam, delovna mesta, ampak za delovna mesta je treba imeti dobro gospodarstvo in tega je primarno treba podpirati z ustreznimi ukrepi in že tudi tisti del gospodarstva, oziroma bolj posamezen del gospodarstva, posamezna podjetja, hitro rastoča, je treba podpreti in sprejeti takšne ukrepe, da bojo res zrasla. Kar se pa tiče odplačevanja dolgov, ne, in vsega ostalega, pa mislim, da smo prišli že tako daleč tudi v širši javni porabi, da enostavno del ne gre. Posebej bi pri tem opozorila na trend zmanjševanja sredstev za starajoče prebivalstvo. Tukaj mislim, da smo dosegli že neko mejo in da so še rezerve marsikje drugje. Bomo potem še morali povprašati, kje so še te rezerve, gospod Han? No, razloge, zakaj smo prišli v to situacijo, ta moment ni pomembno razlagati, pomembno je pogledati naprej. Kazalniki, statistični podatki ta moment gredo v prid Sloveniji, statistični podatki se popravljajo, gospodarska rast je na 2%, v pol leta smo zmanjšali primanjkljaj iz lanskega leta za 400 milijonov in v glavnem brezposelnost se je iz 130 tisoč zmanjšala na 118 ta moment, vendar to še ne bo dovolj, da bomo lahko brez problema plačevali dolg, ki je resnično visok, vendar v primerjavi z evropskimi državami, bom rekel, je relativno še dovolj nizek. Vendar je problem ta hitro nastajajoč dolg. Kaj je potrebno storiti? Ključna so nova delovna mesta in podpora gospodarstvu. Gospodarstvo rabi predvsem to, da jim damo v politiki relativno dosti miru, da ne spreminjamo zakonodajo, da davčno politiko ustavimo, da se ne dvigujejo davki. Če bomo Socialni demokrati imeli možnost še naprej biti v vladi, bomo spremenili garancijske sheme, spremenili zakonodajo v DUTB-ju zaradi prestrukturiranja podjetij in jaz mislim, da bo to zadostovalo, da se bo država začela pobirati s tem, da bo gospodarska rast več kot 2% v naslednjem letu. Obresti nas precej tepejo, gospa Petavar Dobavšek, vaša solucija? Najprej naj pojasnim, da Slovenska demokratska stranka je edina stranka, ki ima izdelan svoj program in je bil že tudi predstavljen javnosti za gospodarsko rast, pravičnost in nova delovna mesta. Kako to doseči? Dejansko je res, da smo se nenormalno in zelo visoko zadolžili. To je javni dolg, ki obsega vse 4 blagajne in dejstvo je, da se danes izplačujejo penzije že iz proračuna, kar je zelo kritično. Kako zmanjšati javni dolg pomeni, da se bomo morali v 3 letih, to pomeni trikratni državni proračun je zadolžen. To pomeni, da v 3 letih ne bomo smeli nič porabljati in nič trošiti. Tako globoko smo zadolženi. Kako zmanjšati oziroma kaj storiti, kakšni so ukrepi? Kje rezati? Tako. Torej, za dosego gospodarske rasti je nujno, da se naredi natančna klasifikacija prodaja državnega premoženja,
natančna, ponavljam. Potem je treba sanirati bančni sistem in pa omogočiti podjetjem, tako kot sem že prej omenila, mikro, malim, srednjim podjetjem in kmetom, da bodo izdatno dobili denar za razdolževanje, za obratna sredstva in tudi za zagon novo zaposlenih, torej samozaposlenih ali novih podjetij. Treba je tudi, tako kot sem že omenila, uskladiti davčno politiko, da se bodo lahko mladi, ki nimajo zaposlitve, odločali za samozaposlitev ali za samopodjetništvo. Boste postavili piko, gremo naprej. Torej, slaba gospodarska situacija še vedno, ne? Replike mogoče? Ja, Želite? jaz bi prosila za repliko, ne? Ja. Sanacijo bančnega sistema, ne? Ja. Pa vis-a-vis, kje so rezerve, da bomo lahko odplačevali dolgove. Jaz mislim, da sanacijo bančnega sistema je že toliko v to šlo milijard, da tukaj ni več prostora. Samo toliko. 3,5 milijarde? Ja, Izvolite. 3,5. Repliko. Glede sanacije bančnega sistema je dejansko res, da smo postorili marsikaj. Tudi Slovenska demokratska stranka je pospešila postopke za ustanovitev družbe za upravljanje terjatev bank in iz tega naslova bodo davkoplačevalci, ko bo družba za upravljanje terjatev bank usahnila, dobila nazaj davkoplačevalski denar. Hvala. Moramo še se zadržati pri, če zmajujete z glavo, pa če želi še kdo kaj povedati, potem naj pove. Skratka, slaba gospodarska situacija in klima je še vedno, gospod Han, kakorkoli so kazalci dobri, ampak vendarle smo socialna država, vsaj deklarativno, število aktivnega prebivalstva še vedno pada, upokojenci se pač zaradi zakona narave množijo, novih delovnih mest ni dovolj. Skratka, kako z tega svojega zornega kota, kje so solucije vaše? Pri vas, gospa, bom začela. Kje so solucije, hočete vprašati za izboljšanje situacije, za ven iz tega kroga priti? Kako, na kakšen način? Ja, jaz mislim, da bi bilo treba dejansko začeti pošteno delati in pošteno tudi iz tega dela ne govorim pobirati davke, ampak hočem poudariti, da je treba davke iskati tam, kjer so viri, pa jih zdaj ne pobiramo. Recimo? Recimo, to so ta siva ekonomija, a ne? Potem imamo informacije, da je veliko denarja od raznih tajkunov v tujini. Tukaj bi se tudi kaj dalo narediti. To je ta del. Ostali del je pa seveda bo potrebno nova delovna mesta, ne? Nova delovna mesta. Imamo specialistko za te stvari, bo potem povedala najbrž, ja? Prosim. Ja, nova delovna mesta so pa v tem, ne, da kakor jaz poznam politiko, recimo te aktivna politika zaposlovanja, jaz imam občutek, da ta aktivna politika zaposlovanja je preveč usmerjena v neko teorijo, v neko... Počasi bo treba končati misel, ja. Ja, v teorijo in mislim, da bi ta premalo praktično, ne? Premalo praktično in da bi ta denar, ki je za to namenjen, v praktične namene, v razne storitve, recimo za starejše, nega starejših, javna dela in tako naprej. Gospod Han. Ključno je, da vendarle znamo oceniti, kje imamo težave. Težave imamo v prezadolženem gospodarstvu. Mi smo seveda bančni sistem sanirali, ker pa imamo prezadolženo gospodarstvo, enostavno banke enostavno ne dajo kreditov. Zato po našem mnenju je garancijska shema tista, ki bo nadomestila bonitete podjetij. Druga zadeva, ki jo je treba narediti, pomagati izvoznikom, ker izvozniki so motor našega gospodarstva. Tretja zadeva, ki je potrebno narediti, produktivno ali pa bolj učinkovito javno upravo, ne kar linearno, tako kot zdaj zmanjšujemo plače, pri tem pa ne ocenjujemo, ali en dela dobro ali drug dela slabo. Tretja zadeva, mi smo spremenili stečajno zakonodajo, ki je bila ena od problematičnih, ker veste, da ko je šla firma v stečaj, to trajalo 10 let, da se zadeva naredila. Mi bomo predlagali hitri stečaj, to pomeni, da se
lastniki na hitro razlastnijo, to je pomembno, in da upniki prevzamejo, bom rekel, firme in da zdrava jedra ostane. Ko bo na ta način in z davčno politiko, kot sem že rekel, da se ne dvigujejo več davki v tej Sloveniji, da se naredi strategija državnega premoženja, ampak ne na tak način, na neoliberalni, da bomo vso premoženje, srebrnino, ki so jo starejši ustvarjali, prodali, da se naredi ena prava strategija za generacije. Če pa kdo misli, da bomo lahko dolg, ki smo ga 20 let nakopičili, rešili v enem mandatu, pa je, mislim, zelo neodgovorno oziroma utopično. Naredili smo ga v 6 letih, to je treba povedati. Mislila sem vas pa še tole vprašati, gospod Han. Bankiri se nekako izmikajo, nekako spolzki so. Ko dobijo kredit, ko dobijo svoje denarje nazaj, ni več, ni motiva, da bi gospodarstvu pomagali. Poglejte, absolutno, jaz sem se aktivno vključil v reševanje kar nekaj podjetij iz tega okolja in še danes smo bili v Radeče papirju, kjer imajo ravno težave, ker je novo podjetje brez bilanc, enoletne bilance in ne dobi nobene garancije v nobeni banki slovenski, kar je za moje pojme katastrofa. Tako da tukaj je treba tudi za to novo ustanovljeno družbo za upravljanje terjatev narediti neko prestrukturiranje v tej zakonodaji, spremeniti na tak način, da se ne bojo ukvarjali samo na to, kako bojo slabe terjatve, slabe firme prodajali, ampak da se bojo v tej družbi tudi ukvarjali s prestrukturiranjem. Prepoznali kaj dobrega. Tako. Hvala. Gospod Dobovšek. Izvolite. Hvala lepa. Konkretno, ker sem že na začetku omenila, da zagovarjam in to, da Slovenija ima prioriteto na področju razvoja mikro, malih, srednjih podjetij in kmetijstva, kmetov, bi izpostavila izmed celotnega programa, kako izhod iz krize, predvsem ugodno davčno politiko za ta mala, mikro, srednja podjetja in tudi za novo zaposlene, da se lažje odločajo na tej poti. In sicer tako, da se uvedejo davčne počitnice, da se uvede popolna davčna oprostitev za obrtnike in iz tega vidika tudi pomoč bankam, da pomagajo pri začetnem zagonu, to pomeni, da bi država tudi pomagala za subvencioniranjem recimo poslovnih, govorimo o konkretnih predlogih, poslovnih načrtov ali pa ekonomsko upravičenih projektov za neka mala začetna podjetja. Hkrati pa se mi zdi zelo pomembno to, da podjetja ves čas sodelujejo z mladimi v postopku izobraževanja, to pomeni za ustrezno štipendijsko politiko privabljati oziroma in na tečaji, torej že in potem privabljati mlade, da dobijo motivacijo skozi štipendijsko politiko, da vedo, da se bodo potem lahko tudi zaposlili. Vam moram postaviti pod vprašanje. Bodo vaši kolegi davkarji lahko zdržali in pustili ljudi na teh davčnih počitnicah? Vtis je, da nekako davkarija ima nekako želje čim prej ljudi pogledati, kako delajo. Lejte, davkarija ima dovolj rezerv, da nadzira in da poišče davke tam, kjer niso plačani. Jaz sem govorila o malih obrtnikih, to je obrt, ki je za Slovenijo izredno pomembno in je bistvena. In tudi za območje, v katerem živimo, torej Laško je turistično območje in obrti podobne dejavnosti so izrednega pomembna, da se Slovenija promovira v svetu. In tega ni tako veliko, da bi davkarija zaradi tega, da ne bi bilo obdavčeno obrtništvo, kakorkoli imela manj davkov oziroma v proračunu manj davkov. Zgodi pa se, moram še končati misel, zgodi pa se, če recimo jaz zamudim 14 dni plačati svoje prispevke, dobim takoj izvršbo. Učinkovitost davčne uprave. Pri meni je, pa pri meni podobnih, nisem jaz edini primer daleč od tega, nažalost ne, bom rekla, pa ne govorim čisto iz svojih izkušenj, veliko ljudi poslušam. Marsikdo drug, ki pa res ne plačuje leta in leta, ne vem, kako to gre, da nekdo, recimo neka firma, slišimo množica teh, ki sploh ne plačujejo prispevkov socialnih, nič se jim ne zgodi. No to, da se jim nič ne zgodi, morda ni vidno o čem. Davkarija ima postopke in vodi postopke zoper vse davčne zavezance, ki ne plačujejo davkov in prispevkov. Res pa je, da so postopki davčna tajnost, da se postopki vlečejo in so določena podjetja tudi v tako imenovanem horizontalnem monitoringu, to pomeni v nekem razmerju za davkarijo, ko jim dejansko imajo dobiček in dober poslovni rezultat, plačajo davke na obroke.
Še gospa Nina nam je ostala v tem krogu, potem so pa že replike, ne? Zdaj so moji Vam že vse povedali? sotrpini zelo veliko povedali. Ampak jaz mislim, da kot prvo, nihče se ni dotaknil mogoče evropskih sredstev, ki so še vedno na voljo. In če bomo na prav način, na pošten način ta počrpali in pripeljali v Slovenijo, lahko ustvarimo tudi nekaj novih delovnih mest. Potem, tako kot je že gospod Han rekel, narediti pravo in učinkovito javno upravo, ne vzeti vsem povprek, ampak resnično se naredi nek pregled, kdo, kako je učinkovit in potem pravilno oceniti oziroma jim odvzeti ali dodati te sredstva. Treba je tudi narediti, po mojem mnenju, razbremeniti stroške dela, mogoče na drugi strani obdavčiti stroške kapitala malo bolj, pa zmanjšati pri stroških dela. Upokojenci ne bodo zadovoljni, že slišimo, vidimo reakcijo, da ne. Se pravi, mislim, da je naša prihodnost v tem, da povečamo število delovnih mest, ker več zaposlenih, potem tudi da več prispevkov tako v proračun, kot tudi za pokojnine. Ste končali? Gospod Han se je, mislim, da prej... Ja, no, se tudi lahko dam mi prednost, ampak bom na hitro. No, pozabili smo vsi skupaj, ker je pač tale pišoka je malo hitra. Investicije so tudi potrebne, brez investicij tako v infrastrukturne objekte, kot tudi na lokalni ravni ne bo šlo. Seveda v kombinaciji z evropskimi sredstvi. In to se mi zdi, da bo treba bistveno hitreje narediti, bo treba tudi kakšno zakonodajo poenostaviti, da bomo lahko hitreje umeščali v prostor pomembne infrastrukturne objekte za tale konc tretja razvojna os. Tretja razvojna os imate najbolj v mislih, ne? Tretja razvojna os, seveda, tretja A razvojna os, ne. Potem drugi tir Divača Koper, ki je zelo pomemben, da ne govorimo o Luki Koper in tako naprej. Pomembno je pa vendarle še nekaj tudi povedati, ne. Davkarija ne more sama po sebi delati, ne. Dela tisto, kar je zakonodaja veleva, ne. To se razume. In še nekaj, ta moment, če želimo imeti socialno državo, potem davkov verjetno ne bomo mogli spuščati, ne. Ker enostavno bo nekje zmanjkali in ko boš mogel imeti vendarle takšne vire, da boš lahko vse te zadeve, ki smo si jih vendarle ljudje zaslužili, tudi da se jih bojo plačevali. In jaz mislim, da samo z gospodarsko rastjo bomo naredili, bom rekel, ta preboj v Sloveniji in verjamem, da bo čez 4 leta, ko se bomo, upam, se bojo ali pa kjer drugi tle srečali, da bo bistveno boljše tudi v Sloveniji. Hvala. Gospa Branka? Mislim, da je gospod Han isto povedal, kot jaz hočem, da glede tega pravljice, da bomo davke znižali, da je to res pravljica, upoštevaje, da so naše blagajne čezdalje bolj prazne in da jih je treba polniti. Mislim, da te obljube so nerealne. Čisto enostavno povedano. Gospa Petavar Dobovšek? Replika? Ja, izvolite. Predno karkoli trdimo, je treba opraviti tudi kakšno analizo. Naprimer, lahko damo za primer Estonijo, ki je dosegla gospodarsko rast na ta način, da je davek od dohodkov iz dejavnosti in davek od dobička, torej dobička, enostavno anulirala na nulo in je obdavčila dividende. S tem je dobila tuje investitorje, predvsem iz Finske, zelo veliko tujih investitorjev, ki so tam postavljali svoje hale proizvodne in danes prosperira z neverjetno visoko gospodarsko rastjo, ker je dobila tuje investitorje na ta način. Zdaj pa je treba še vendarle malo pogledati, razmisliti. Želim od vas slišati, kaj je tisto, kar naj bi potegnilo ta voz naprej. Rekli smo, rabimo nova delovna mesta, kar tako, ne. Rekli smo, imamo možnosti v turizmu, imamo možnosti še ne vem kje vse. Industrija nekako ni, je iz mode, kako to? Industrijski razvoj smo mi povsem opustili ali kako? To je največja napaka, ki smo jo storili v zadnjih 23 letih v tej državi, da smo industrijo v bistvu na nek način uničili in hoteli so biti vsi v tej državi bankiri, delničari, finančni strokovnjaki in tako naprej. In maserji, mi pa smo tisto, kar smo res znali, po čem je bila Slovenija poznana še v bivši Jugoslaviji, industrijo uničili. Zato je treba narediti novo reindustrializacijo in jaz mislim, da smo na pravi poti. Kdo je danes največji vlečni konj te naše države? Izvozniki, ki se ukvarjajo izključno z industrijo. Zato je potrebno narediti en nov družbeni dogovor, kaj bomo s to industrijo naredili.
ker samo z finančnimi špekulanti ne bomo preživeli. Finančni špekulanti, bankirji so nas pripeljali danes tu, kjer smo. In tudi zaradi tega imamo pritisk iz držav Evrope in sveta, da danes želimo poceni prodajati slovensko premoženje, kar pa mislim, da ni dobro. Jaz mislim, da se ta Slovenija pa še z nekim političnim dogovorem, ki se ne bomo kregali po nekih ideologijah, lahko izogne vseh trojkam, vsem tudi nekim diktatom iz Evrope, in jaz upam, da nam bo to vse skupaj uspelo. Malo pa moramo še vendarle vsi skupaj prespati v svojih glavah, ker to imamo težavo. Je to poziv k vladi narodne enotnosti? Ne, to ni, ne rabimo ne vlade narodne enotnosti, rabimo samo neko dostojanstvo, neke dogovore, ki jih nekateri pač znamo sklepati, nekateri pa ne. Kar po tem vrstnem redu bi šli. Razmislek o industriji in takem konkretnem razvoju. Jaz tako razmišljam, zdaj čisto konkretno. Jaz mislim, da je tudi vaša stranka precej dela na tem, oziroma vaš minister, recimo lesna industrija. Mi smo imeli tukaj včasih po osamosvojitvi krasne tovarne. Krasne tovarne, pohištva, izvažali so zelo veliko. Je tudi tukaj le ena. To je vse propadlo. Vam moram postaviti pod vprašanje, če lahko. Ja. Vi pravzaprav se ukvarjate še s tistim aktivnim delom upokojenske populacije. Tam je kapital znanja, vsega. Imate kakšno izvirno rešitev, kako upreči to delovno silo še? Ja, to je zelo pametno vprašanje. Mi smo inicirali pri tem zakonu o trgu dela oziroma o malem delu, smo inicirali, da bi se to malo delo za upokojence nekako uredilo tako, da bi se splačalo. To pomeni splačalo v tem kontekstu, da ne bi bili tako visoki prispevki od tega dela, ker mi imamo predvsem, jaz delam v okviru Zveze društev upokojencev, mi imamo ogromno strokovnjakov upokojenih z velikim znanjem, izkušnjami in marsikaj bi se pravzaprav na ta način lahko naredilo in sicer s tem ni rečen, da bi jemali delovna mesta, ampak gre se mlajšim nezaposlenih, ker tukaj je tudi zelo kritično, da diplomirajo, doktorirajo in delovna mest ni za njih. Ampak nekako... Končajte misel, prosim. Da se naredijo, oziroma da država da take pogoje, da bi se tudi tem starejšim z izkušnjami splačali kaj narediti. Gospa Nina, vas moram pa vendarle vprašati, vi ste predstavnica mlajše generacije. Veliko vaših kolegov, še mlajših od vas, zdaj v bistvu mora volontirati v velikih gospodarskih družbah, da konkurira lahko za neko delovno mesto. Žal je to, da nekako pravijo ta generacija moja, nekje med 30 in 40 let je nekje izgubljena generacija. In mogoče je bil takrat ta šolski sistem narobe, ker smo se vsi nekje usmerili na univerze in sistem mogoče tudi kupovali to navidezno zaposlenost ali pa se je kupoval navidezni socialni mir. In zdaj naenkrat je toliko diplomiranih magistrov, potem so še nadaljevali tudi doktorjev, ki nimajo kam za službo in potem, kot pravite, volontirajo. Kar mi je pa še bolj žalostno, je pa, da večina teh kadrov odhaja ven. To so strokovnjaki. To je pa že naslednje vprašanje. V katere je bilo vloženo toliko in toliko denarja strani države. Tako. Gospa Damjana, imate vi kakšno izvirno solucijo na temo industrije? Vi sicer pravite, da je treba kmete spodbujati, da je treba malo obrt spodbujati. Pa vendarle so najbrž kakšne kooperacije možne, kakšne grozdi, kakšne vse mogoče oblike smo si v minulih letih poskušali izmisliti. Neuspešno do zdaj. Kar se tiče gospodarstva, bi najprej omenila, državni interes se je izkazal za zelo slabega. To smo vse skozi, pač je bilo to neka prioriteta, vendar se je izkazala za nekaj zelo slabega. Jaz osebno ocenjujem, da se mora državno premoženje po ustrezni strategiji in klasifikaciji ponuditi tujim investitorjem tisto, kar je strateško pomembno, da ostane doma.
Predvsem pa se mi zdi pomembno, da se politika oziroma država in politika umakne iz gospodarstva. To je rak rana, zaradi katerega smo tam, kjer smo. Ja, zdaj smo pa pri tistem, kar je gospa Nina prej že načela, to področje, beg možganov. Pravzaprav je težava, ne? Na eni strani imamo šolane ljudi, ki so končali ne samo recimo univerzitetni študij, nekateri tudi magistrski študij, pa doktorat in tako naprej, pa si iščejo delo za pravzaprav točilniškim pultom za nekaj evrov na uro, od tega se ne plačujejo socialni prispevki in razmišljajo in tudi odhajajo že, številke so grozljive. V zadnjih letih veliko ljudi odhaja, da ne rečemo v Avstralijo, povsod po svetu iščejo svoje priložnosti. Na kakšen način zdaj preprečiti ta beg možganov? Douglas Adams, poznamo vsi to knjigo, ne? Kultna knjiga Štoparski vodnik, je imel eno raketo na neverjetnostni pogon. V Sloveniji tega ni, mi si moramo zmisliti nekaj drugega. Kako zadržati te ljudi doma? Kje bomo začeli? Pri gospej. Imate kakšno solucijo, kakšno rešitev, na kakšen način zadržati ljudi pa reči, se je pa tudi v Sloveniji se da živeti? 400 evri. To je zelo težko reči, ne? In to pogruntati tudi težko, ampak jaz mislim, da je treba dati možnosti predvsem tistem, ki imajo talent, da jim lahko ustvariš neke pogoje, da začne delati. In kaj konkretnega bi jaz tole težko povedala, ne? Ampak enostavno je treba odpreti in dati. A bi šlo s kakšno kombinacijo starejših in mlajših, s kako tako? Seveda bi šlo. Sprego recimo. Seveda bi šlo, recimo, kot se že v okviru v teh upokojenskih organizacijah izobraževanja dogajajo, ne? Recimo ta simbioza. Starejši mentor, mlajši in obratno, ne? In obratno. Ja. Potem, kaj s tem, mlajši tudi kar imajo veliko od tega recimo pri varstvu otroka, ne? Ampak to zdaj ni posel. To ni kruh, ne? To ni kruh, ne? Bi bile oblike, no? Bi bile oblike, no? Gospod Han se ponuja, ker sam... Ne ponujem se sam, ampak se ne bom izognil odgovora, verjetno, ne. Tako da, glejte, mi smo v zadnjem letu, ko je bila ministrica Kopač Mrakova, sprejeli zakon, kjer spodbuja delodajalce, da zaposlijo mlado osebo in so zato oproščeni 2 leti socialnih prispevkov. To daje neke rezultate, zato je to shemo potrebno nadaljevati. Potrebno nadaljevati z mentorskimi shemami, z izobraževanjem v tovarnah. To so vse, bom rekel, te mehke variante, ki seveda pomagajo, ne. Problem pa je tule v dvorani nekaj mladih ljudi, ki so izobraženi, ki žal nimajo služb, ne. In s to famo, ko smo rekli, da v javnem sektorju, če gre kdo v pokoj, se ne zaposluje oziroma se več... Kam bojo šli te ljudje, ki so, bom rekel, na nek način... Gospa Nina vas grdo gleda, res? Ja. Verjamem, ne, pa se v dvoranih je že tudi nekaj, ki me grdo gledajo. Ampak poglejte, samo za dobro gospodarsko rastjo, za nove delovne mesti bomo lahko sprostili nekatere zadeve. Tudi ni vse slabo, če gre kak mlad v tujino, ampak problem je, če v tujini ostane. Dobro je, da se s tem znanjem, ki ga v tujini pridobi, z našim znanjem tudi kaj domov prinese. Lete, ampak teh odgovorov na kratek krog seveda ni. Mi se pa seveda v stranki na tem področju dosti ukvarjamo in neke rezultate se že kaže s tem zadnjim zakonom, ki smo ga sprejeli. Dogovorite se med seboj, katera bo prej. Izvolite. Ja, že res, ne. Jaz se bojim, da ti mladi, ki grejo, se potem tam dobijo tako službo za tako plačilo, da tam tudi ostane. Sansko, ne? Sansko življenje in jih to zadrži tam, ne? Bi bilo pa tisti, ki bi to nagruntal, da bi takšnega človeka domov pripeljal nazaj, bi bilo lahko iz tega zelo veliko tudi, oziroma ga postavi na čelo, mu dal svobodo, neko podjetje, da bi vodil, mislim, da bi bilo zelo veliko idej in produktivnosti. A mislite, da se ne bi zgodilo, moram vam postaviti dodatno vprašanje, ko so tuje banke prihajale v Slovenijo, se je dogajalo, ne, hitro so se ne vzeli teh domačih manir, ne, a se ne bi tudi ti ljudje hitro navadili tega našega domačega razmišljanja, vse dobro?
Ja, ampak ko so prihajale tuje banke, so pripeljale tudi svoje ljudi zraven za Tudi to vodstvo. je Ne? res. Niso Tudi to je teh res. naših porabili, ki pa mislim, da so dovolj dobri strokovnjaki, da bi to. In žalostno je tudi to, ko prihajajo naša podjetja, objavljajo neke razpise, pripeljejo tujce za vodstva podjetij. Ne? Saj ne rečem, da če se nekdo kali v mednarodni korporaciji, da ni slab, sigurno da je, ampak mislim, da tudi v Sloveniji je dosti znanja za te ljudi. Pa še nekaj mogoče pozabljamo, dosti je tudi takih ljudi, ki se zdaj pojavljajo, dvo-troživk, ki sedijo na 2-3 stolih, ne, in potem vlečejo plače na 3 koncih. Na 3 koncih. Gospa Damjana? Zdaj govorimo o mladih. Zdaj, dejstvo je, da je vlada že, mislim, 4. leto sprejela sklep, da se na novo ne zaposluje, niti se ne nadomešča. Govorim o širšem javnem sektorju, v gospodarstvu pa drugače. In ker govorimo, da je treba spodbuditi gospodarsko rast, se mi zdi zelo pomembno, da gre gospodarstvo z roko v roki z izobraževalnim sistemom, kar so tudi kolegi že omenili. Torej, izobraževalni sistem že na samem začetku. Otroke bi bilo treba že spodbujati, da podjetniško razmišljajo v osnovni šoli in celo v vrtcu, ne? Celo v vrtcu, zato da se pripravljajo na neko samostojno življenjsko pot. Potem v srednji šoli je potrebno uvesti, ponovno razmišljati o uvedbi dualnega sistema in z roko v roki, torej z gospodarstvom, tako kot sem že prej omenila, neke sheme štipendiranja. In potem v nadaljevanju, ko mladi že vedo točno, v katero smer bodo šli, torej poklicno, tudi uvedba mentorstva in pa seveda obvezno, da imajo plačano tisto strokovno usposabljanje, ko končajo svoj študij, ker se lahko takrat v tistem času izkažejo svojemu bodočemu delodajalcu in imajo več možnosti tudi za zaposlitev. Na hitro vas moram vprašati, do sedaj je bilo nekako kar potrebno, modno, samo po sebi umevno, da smo vsi šli študirati, vsi smo neke fakultete končali, vsaj ne, če ne že magisterije. Je bogokletno recimo otroku reči, pejdi se učiti recimo za čevljarja, ker jih ni. Pejdi se učiti za urarja, ker jih sploh ni. Vaše kratko razmišljanje. Sploh ni šol več, to je žalostno. No, ni šol, ampak tam, kjer šole so. A veste, kako je, ne? Jaz sem včasih svoje otroke učila, ne? Študiraj, bod priden, končaj fakulteto, boš prosperiral, boš dobro plačo imel in tako naprej. Zdaj kot starš mi je skoraj sramotno, ker te otroci s tem vsem tem ne dobijo službe. In vse tisto, kar smo jih pravzaprav Leta in leta učili, ne? Leta učili in vzgajali, se je v bistvu v teh vrednotah totalno se razvrednotilo. Tako da je težko, ne? Žalostno je, mogoče iz izkušenj kot kadrovik, ko razpišeš delovno mesto za ne bom kako že, 3-letno šolo, se ti skoraj ne dobiš poklica, sploh če se gleda pripravništvo. Ne dobiš ljudi, ki bi se prijavili, moraš ponavljati razpise, ampak prijavljajo se ti pa ljudje... Doktori znanosti najbrž ne? Ja, ali skoraj da ne. 4-letna šola se ti že ne prijavi, vsak skoraj s univerzitetno izobrazbo. To je žalostno, da potem moraš ponavljati razpis, ker je pač pripravništvo, to v javnem sektorju, namenjeno zgolj in samo za ta poklic. Prosim. Če gledamo malo statistiko, je že trend morda se malo obrnil. V letošnjem letu, na primer, je bilo vpisov v gimnazijske programe bistveno manj kot v poklicne, kar je dobra, končno, ne? Končno, tako dober trend. In ko ste prej rekla urarstvo, čevljarstvo in tako dalje, se mi zdi, da če ponovim tisto našo zavezo, da obrtništvo ne bo obdavčeno, vabimo vse mlade, da grejo v te vrste izobraževanja, v te poklice. Gospod Han? No, kaj vi doma rečete? Vi imate odraščajoče otroke, ne? No, jaz sem malo v specifiki, ker jaz nisem naredil izobrazbe oziroma nimam fakultete, ampak... Ne gre za to, sploh ne gre za to. Hočem samo to povedati, da nikdar ne smeš obupati, se da tudi brez fakultete narediti. Danes sem en zelo zanimiv razgovor z enim pomembnim direktorjem slovenskega podjetja, ki je rekel, mi v Sloveniji imamo logiko nagrajevanja čisto narobe. Mi smo začeli s plačnim sistemom tako narediti, da tisti, ki ima izobrazbo, ki ima doktorat, ki ima magisterij, ima v osnovi visoko plačo, tisti, ki je pa nizko, enostavno do te visoke plače ne bo nikdar prišel.
V Nemčiji, v tujini je pa drugače. Imaš odličnega ključavničarja, imaš odličnega In je tudi dobro plačan, ne? in je gospod majster in je Tako, plačan tako. bistveno bolj po učinku in po znanju in tako naprej. Mi smo pa ta del normalno uničili in so šli vsi otroci študirati zato, ker so že osnovni, ker nagradujemo ljudi po izobrazbi, ne pa po znanju in po delu, ki ga opravljajo. Kakšna replika? Aplavz. Moramo se dotakniti plač javnih uslužbencev, kakorkoli že, tule vmes so tudi neki javni uslužbenci, ampak ne glede na to. Običajno se stvari zreducirajo, preveč zreducirajo na to, da recimo za zdravstvo, v zdravstvu je strahovita luknja, razlaga direktor zdravstvene zavarovalnice in tako naprej, da ne bom preveč naštevala in preveč govorila podatkov, ki mogoče ne bodo vsi čisto držali. V glavnem zmanjkuje denarja za material, ampak za plače pa mora biti, kar se mi zdi paradoksalno, ne. Če ilustriram, se mi zdi, da je to nekaj takega, kot če recimo pridem k mehaniku in rečem, dragi mehanik, mislim, da bo treba moje zavore pogledati, pa bo rekel mehanik, ja, jaz veš kaj, zavor ti ne morem zdajle nič urediti, lahko ti pogledam nivo hladilne tekočine, račun ti pa moram napisati tudi za tiste, ne, tvoje zavore, ker moram zbrati denar za plačo. Samo en kratek komentar na to. Mogoče mi Prosim. Tle je treba ločiti, kar se meni zdi sicer zelo, ne narobe, ampak mogoče, da zapade pod javni sektor toliko javnih uslužbencev. So zaposleni oziroma tisti klasični javni sektor, ki so direktno proračunski uporabniki, ampak imamo na drugi strani tudi javni sektor, ki je v sistemu plač za javni sektor, kot so, ne vem, domovi za ostarele, tudi nekatere bolnišnice, ki pa se nekje, dobro, bolnišnice ne, ampak domovi, ki se sami pokrivajo, so kot neko malo podjetje. Ampak vi ste prigovorili o tistih treh, ki sedijo na tistem enem človeku, ki sedijo na treh stolih. Ne dokončam misel, ne. Prosim, izvolite. In, ne vem, na pamet govorim, ti domovi, ki se sami pokrivajo, je neustrezno, nepravično, da so tudi nekako omejitve pri tem in pri zaposlovanju in pri višini plač, glih zaradi tega, ker potem ne dobiš ustreznih ljudi. Druga so pa to, kar pravim, ja, tudi dvoživke, troživke, ki tudi znotraj javnega sektorja pokrivajo več položajev in tle bi po moje bilo mogoče prvi res ustrezno narediti, da se najde te ljudi, in ker to niso ljudje, ki imajo tam 20 plačilni razred ali nižje, ti so vsi 40 ali več. Prosim. Jaz, če govorim o javni upravi v ožjem smislu, ne, Tako. to je v bistvu državna uprava. Jaz sicer mislim, da plače niso tako previsoke, razen Ne gre za to, izjemoma. gre za te njihove striktne zahteve. Pripada nam toliko in toliko, za to gre, to sem bolj imela v mislih. Ne? Ja, pripada jim toliko in toliko, ampak niso pa istočasno povedali oziroma upravičili tisto, kar hočejo, ne. Jaz bi hotela to povedati, da če si ti plačo, moraš ti dokazati, a si jo zaslužil. To je tako, kot včasih. Način nagrajevanja, ne, torej. Ne, način nagrajevanja. Tako. In pri tem načinu nagrajevanja je zelo pomembno, so zelo pomembni kazalci, ki pa verjetno Učinek, ne? Kazalci učinkovitosti, in mislim, da raven tega je pravzaprav v tej javni upravi premalo. Premalo, in da so v bistvu te plače več ali manj pavšalne. Zato je to tako. Tako, hvala. Iz prve roke. Jaz bi samo replicirala gospo v zvezi z nagrajevanjem in z plačilom učinkovitosti. Tudi tega ni. Z sklepom torej nagrajevanja in plačila po učinkovitosti v javni upravi v širšem in v ožjem smislu ni. Tako kot sem že prej omenila, da ni zaposlovanja, niti ni nadomeščanja zaposlovanja, tudi pri plačah tega ni. Hkrati je z ZUJF-om tudi bil odvzem regresa, in sicer je zdaj regres tudi glede na višino, torej v katerem plačilnem razredu so javni uslužbenci, tako da tudi tega ni. Ne, Torej sindikati zavajajo in samo Torej, na glas govorijo tisto, kar sploh ni res. V javni upravi imamo zakon o javnih uslužbencih,
uslužbencih, imamo zakon o delavcih v državnih organih, imamo sindikate konec koncev in tu so pogajanja. Javni sektor je velik, sami vsi smo priča pogajanju od teh sindikalnih predstavnikov in pogajajo se dejansko samo še o masi plač. Ne govorimo nič več o učinkih, Koliko niti komu, ne o pač pa koliko sploh bo. nagrajevanju. Tako, koliko sploh bo. Gospod Han? No, jaz mislim, da je ključna napaka bila ta Virantov plačni sistem, ker je naredil neko uravnilovko v tej državi in to se mi zdi, da je bila za moje pojme napaka. Zdaj seveda všečno bi bilo zdaj govoriti čez javni sektor in hvaliti realni sektor, ampak brez dobrega javnega sektora tudi realnega gospodarstva. Eno brez drugega ne more biti, ne? Ker noben ne more reči, da avtomehanik, ki popravi avto po nesreči, je nedogospodarsko rast, zdravnik, ki popravi človeka, ki pa se ukvarja z zdravi človeka, je pa strošek. Tega ne moremo reči. Dokler ne bo kjerkoli vlada, tudi, tudi odgovornost naše vlade, naredila analizo, kaj v Sloveniji potrebujemo, raznih agencij imamo, mislim, da okoli 200, kjer ne bomo nagrajevali ljudi v javnem sektorju po produktivnosti, bo zadeva takšna, kakršna je. Zato pa rabimo seveda dogovor s socialnimi partnerji. Ampak jaz mislim, da počasi vsi skupaj dojemamo v Sloveniji, da je v potrebu se usesti za mizo in dogovoriti. Se pravi, produktivna javna uprava zelo pomembna in javni sektor, bom rekel, na nek način zmanjša tistih agencij, ki jih ta moment za moje pojme ne potrebujemo. Hvala. Se bomo nekoliko predstavili na še eno aktualno področje, o katerem v zadnjih dneh kar dosti slišimo. Tudi v parlamentu je potekala razprava. Gre za zapis pravice do čiste pitne vode v ustavo. In kako regulirati to pravico do čiste pitne vode, ali neka zasebna družba sme ali ne sme biti koncesionar tega ali ne. V Laškem smo posebni potem, ker imamo koncesionarja za pitno vodo, za vodovode. Pivovarna je to, pivovarna sicer vodovodov ne gradi, gradi jih lokalna skupnost z evropskimi denarji. Naša voda je zelo, zelo draga. Vsi tisti, ki v vodo v Laškem plačujemo, vemo, koliko stane. Po drugi strani pa imamo eno rahlo skrb, kaj se bo zgodilo, če ta naš, če se pivovarna proda. Gospod Han, kar pri vas bom začela, kako zdaj iz tega gordijskega vozla ven? Najprej, če ima kje Slovenija prednost pred drugimi državami v Evropi, da ne govorim, bom rekel, o Afriki in tako naprej, ima v tem, da ima dovolj, bom rekel, vode in da je voda res eno bogatstvo, ki ga mogoče danes ne cenimo, ker lahko vsaki osobi odpremo pipo in teče, ampak druge države imajo s tem težave. In to je treba, bom rekel, to je res naše narodno bogatstvo, ki treba res ga varovati. Zato sem jaz seveda tudi za, da se to zapiše v ustavo, ampak vse te zakoni, ustava, vse marsikaj prinese, ampak treba je pa to tudi realizirati. In jaz sem absolutno za to, da to ostane v državni lasti in imam tudi zelo velike težave z koncesijami. Dokler je pivovarna Laška v slovenskih rokah, kjer jo na nek način obvladujemo, je to vse v redu. Kaj pa, če bo pivovarna Laška kupil tujec? Zdaj trenutno ne vemo, v čigavih rokah je, ne? Pravzaprav. No, zdaj vemo, čigavih. Zdaj vemo, je v tisti slabi banki, ne? No, tako, zaenkrat je še eno. Zato jaz mislim, da je treba na tem področju narediti čim prej res si naliti čistega vina, kljub temu, da se o vodi pogovarjamo in paziti na to vodo kot na suho zlato, ker to nam je pa res bogatstvo za generacije naprej. Kdo nam bo pomagal, ko bo prišel sem štab močnih pravnikov, ki jim ne bomo dorasli, niti do gležnjev jim ne bomo segli? No, jaz upam, da se ne bomo ustrašili vsakih pravnikov, se dogovorili in verjamem, da je tudi v pivovarni Laško pri upravi in pri vseh teh toliko odgovornosti, da bomo na tem področju lahko naredili. Seveda se mora tudi lokalna skupnost vključiti aktivno v te dogovore, tako da ne bi ta moment tako pesimistični, ampak je pa sigurno ta zadeva zelo, bom rekel, lahko problematična, če pride do takšnih zadev, kot si ti rekla. Gremo lahko zdaj z tega konca, prosim. Zadevo poznam, se poglabljam, vendar pa sama nimam izoblikovanega stališča, ja ali ne. Torej, v ustavo že vemo, da voda je javna dobrina, torej je na dosegu vseh v enakem merilu. Zdaj, če bo
v državnih rokah, zdaj govorim eno ali drugo, lahko pride do monopolov, ki smo jim tudi že priča pri porabi, torej pri upravljanju z vodnimi viri. Če je v koncesiji, lahko pride do drugih zadev, ki ste jih že omenila, na primer pivovarne Laško, lahko gre podjetje v stečaj. Kaj bo potem z temi vodnimi resursi, kako se bo to potem upravljalo v nadaljevanju, naprimer, lahko gre v DUTB, lahko se proda tujcu, tako da sama osebno še nimam izoblikovanega stališča do te problematike. Gospa Nina? Kar se mene osebno tiče, sigurno sem za to, da se to zadeva vpiše v ustavo oziroma da se ne podeljuje te koncesije podjetjem. Zaradi tega sicer vsak pravi, zdaj je voda, kaj še lahko je, ne? Mislim, lahko pridemo čisto, ne vem, v banalne stvari, ne? Če nam to pravico do čiste vode omejujejo, oziroma do pitne vode. Kar se pa mene tiče, nisem toliko zaskrbljena, da bi s prodajo pivovarne tudi, eventualno prodajo pivovarne tujcev, tudi odšla ta voda. Se voda je tukaj, kljub vsemu, da je koncesija. Ja, ne dokončam. Sem tudi prepričana, da te pogodbe niso toliko, da se dajo pogajati, tako kot je gospod Matjaž rekel. Ne. Pogodbe so precej nedorečene, poleg tega pa smislu, tisti zemljiški delčki, kjer so ti vodni viri, še niso čisto povsem definirani. Prosim. Ja, jaz sem 100% za to, da je vodni vir, voda javno dobro, da z njim upravlja država in da pri oddaji koncesijo je treba postaviti zelo jasna in določena merila. Kar se pa tiče zdajle pivovarne Laško in prodaje, je pa itak država zraven, ki bo to prodajala, in jaz mislim, da ne bo mogla kar tako spustiti vodo kako bi rekla, v prazno. Ne. Je pa dejansko dober in zelo priporočljivo pa bi bilo, da tudi to načelo postavimo v ustavo, da je voda javno dobro in da z njo upravlja država in nihče drug. Kratka replika še? Ne, sej, jaz rekel, mi imamo ene 3 res prednosti pred drugimi evropskimi državami. Tu je, bom rekel, te vodni viri, ki jih imamo, glede na to, da koliko smo gozdnata država, les in geostrateško pozicijo te države, in jaz upam, da bomo znali v tej politiki to izkoristiti in s tem delati res kot z, bom rekel, 3 viri oziroma 2 viri, ki bota še kako prav v tej Sloveniji prišla v nadaljnjih 10 letih. Gremo še na področje pravne države. V zadnjem obdobju, nekaj dni pred volitvami, imamo v Sloveniji zaprtega bivšega premierja. Nekateri ga primerjajo recimo z italijanskim premierjem Berlusconijem, nekateri tudi z Julijo Timošenko, nekateri celo z Nelsonom Mandelo. Pa me zanima, na kakšen način rešiti ta problem. Kakšno je vaše stališče do tega in kako rešiti to? Kako, kdaj in kako? Začeli bomo pa, kje smo ostali? Pri gospe Nini tokrat. Jaz mislim, da če nekomu pravno dokazana krivda, pravnomočno, imel je možnost, da je izrabil vsa redna in izredna pravna sredstva, še ima možnost, naj se preko tega dokaže. Naj ne sedaj se dela iz tega, na tem gradi politična kampanja oziroma pred volitvam, ker ne zdi se mi pošteno, ne zdi se mi tudi prav pošteno oziroma fair od tistih strank, ki bodo, če to ne bo ta stranka, katere predsednik je v zaporu, sestavljale vlado, da ne znam si pojasniti, kako bi to izgledalo, da bodo šli nekdo v koalicijo s pravnomočno obsojenim predsednikom. Ampak vendarle ta stranka ni sama izbirala tega načina, ni sama rekla, zdaj bi pa šel naš predsednik v zapor. Vem, ampak vsaka stranka sama izbira predsednika in mislim, da nekdo, ki ima pravnomočno obsodbo nad sabo, ne more biti predsednik stranke. To je moje mnenje. Imeli so glasovanje, tule bomo nadaljevali. Vaše stališče? Naše stališče je naslednje, da v pravni državi
so vsi državljani pred zakonom enaki. In navadni državljani in politiki in tako naprej. Glede na to, da je prišlo do te situacije, da je bil dotični obsojen pravnomočno in da je imel na razpolago vsa pravna, redna in izredna sredstva in očitno si jih ni poslužil, ne kaže drugega, da gre v zapor. Zdaj, kar se tiče zakonodaje, res ni prepovedi, da lahko nekdo iz zapora kandidira oziroma tudi pravnomočno obsojen, da ne sme, a ne? Ampak jaz mislim, da je tukaj stvar etike, kulture človeka samega in pa tudi stranke, da to ne gre skupaj in da to ni okusno. No. Ampak vaš predsednik, zdajšnji gospod Erjavec, je bil takratni minister, ki je podpisoval to pogodbo. Nič se ni zgodilo. Pravzaprav njemu niso nič, niti ga karkoli mu poskušali dokazati ali kakorkoli. Katero pogodbo to mislite? Pogodbo o Patrii, to, kar je pravzaprav predmet te sodbe. Jaz se v te stvari ne bom spuščala, ker to je stvar pravosodnih organov in preiskovalnih organov. Samo pod vprašanje je bilo. Tako da o tem ne morem jaz nobene sodbe dati. Prav. Gospod Han? Jaz sem pri tej temi bom zadržan. Pravna država ne velja za vse. Ne bo nič pomagalo, če bomo dnevno kričali, kaj je narobe sodišči. Dejstvo, da bi lahko hitreje delali sodišča, ampak to še ne pomeni, da bi lahko sodbe spreminjali po tem, ali tebi paše, ali tebi ne paše. Vsaka stranka izbira svojega predsednika. Je pa samo ta absurd, da mi imamo dva zakona na tem področju, zakon o poslancih, kjer prepoveduje, da če si izvoljen, če imaš 6-mesečno pravnomočno, si obsojen, ne moreš upravljati funkcijo poslanca, si pa lahko predsednik vlade in to je treba seveda spremeniti, ker se mi zdi to za moje pojme absurd. Je pa tako, mi imamo lahko veliko zakonov, če nima človek etike, morale in nekega pogleda, kaj je prav in kaj je narobe, nam tudi vsa zakonodaja ne bo pomagala. Pa če si pogojno obsojen, potem tudi nič ni hudega. Če si pogojno obsojen, se ti tudi nič ne more zgoditi. Lahko upravlja svoje funkcije naprej. Če si pogojno obsojen, ampak ne poslanca. Tako, to je pa druga stvar, ja. Gospa Petavar Dobovšek. Dejstvo je, da smo v predvolilnem času in da se bodo ljudje odločali na volitvah, v kakšni državi želijo živeti. In ne o tem, čigav predsednik je obsojen, čigav predsednik je v zaporu. Dejstvo je, da 74% ljudi ne zaupa v slovensko sodstvo. Dejstvo je tudi, da je predsednik Janez Janša, predsednik Slovenske demokratske stranke, bil obsojen na podlagi indične sodbe. To je unikum v slovenskem sodstvu, torej na podlagi nedokazanih dejstev, torej na podlagi indicev. In tu jaz pravim, tako moje mnenje je, da spoštujem pravično sodstvo, torej pravosodje, in obsojam krivosodje. Zdaj, kar se pa tiče samega pravnomočno obsojenega ali pa nasplošno pravnomočnim obsojenim, bi bila takoj za zakonodajo, ki preprečuje pravnomočnim obsojenim, da kandidirajo, vendar pod pogojem, da bi bilo slovensko sodstvo nepristrano, da bi bilo neodvisno in da se politika v sodstvo ne bi vmešavala. In da bi Slovenija postala primerljiva država, kar se tiče sodstva, tudi z drugimi evropskimi demokratičnimi sodišči. Gremo zdaj še na zadnji del, preden se vi predstavite in poveste zaključno misel. To je pa zdaj tista pika na i. Zdaj si pa lahko izbirate prosto vprašanje številka 1, 2, 3, 4, kje bomo začeli? Pri gospej Damjani. Vprašanje, številka, želite? Od 1 do 4. Od 1 ste rekli, ja. Kdo je predsednik Slovenske akademije znanosti in umetnosti ta hip? Pa če mogoče poznate kakšnega akademika z našega območja. Živečega, živega še.
Kdo je predsednik Slovenske akademije znanosti in umetnosti, ne bi znala odgovoriti. Akademik iz področja torej, našega volilnega okraja, Rimske, Laško, je pa, torej, lahko govorimo tudi posthumus. Lahko, seveda Anton Aškerc iz Globokega pri, govorimo o akademikih. Govorimo o članih Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Zdaj na področju Laškega. Imamo enega živečega, da vam malo pomagam. Doktor Maček je. Doktor Maček, 3-kratni doktor. No, tako. Častni občan. Tudi častni občan. Hvala lepa za odgovor. Naprej, gospa Nina, vprašanje številka. Po vrst kar, 2. Kako se glasi 1. člen Slovenske ustave? Slovenija je demokratična republika. Koliko členov ima Slovenska ustava? Več kot 200, manj kot 200, tam nekje? Manj kot 200, 174. Dobro, odgovorili ste pravilno. Boža, ti me zmeraj te vprašanje. Potem naslednje vprašanje, gospa, številka 3. Slovenska prepoznavna jed je potica, sladica, je potica. In zdaj mene zanima, čisto gospodinjsko vprašanje je, koliko za eno dobro potico rabite vi orehov? Ja, pol kile, ne? Ja, Mislim, da zdaj je vprašanje, koliko veliko potico delaš, ne? Recimo, da je kilo moke, no, pa eno dobro potico hočeš narediti. Kilo moke pa kilo V dobri orehov. potici koliko je? V dobri Se mora potici, biti. v dobri potici so pa že orehi. Naj vam pomagam. Kako? Nisem razumela. V dobri potici so pa že orehi. Igra se. Matjaž Han ima pa vprašanje številka 4. je. Koliko ljudi vodi slovensko vlado ta hip? 12 oziroma 13. Dobro. Sem se pripravil. Ampak replika v odhajanju. Ja, V odhajanju, To absolutno, zato, ampak ker še pred 4 vodijo. letom je 3 letom pa prav isto vprašanje in sem se zmedel. Zdaj sem se vam Nismo se, sploh Ne, jaz to sem se ni zmedel. bil dogovor. Prosim. Jaz imam male replike, ne vem, kdo je minister za zdravje. No. To, evo, potem imaš pa, jih je 12. Ja. No, Ne, ministrica za zdravje je. Ja. Tako, Premijerka, 13 ljudi imaš vodi prav. slovensko vlado, ne? Dobro. 14 resorjev pa je tistih, ne? Če smo čisto natančni. Preverjeno Branko Vidrih danes zjutraj. Sem se konzultirala tudi jaz. Dragi kandidati, zdaj so pa pred vami še zaključne misli. Morda bi začeli na začetku. Lahko začnemo. Mogoče gospod Han. Vi ste se posebej pripravil. Jaz samo želim vsem občankam in občanom tako občine Laško kot občine Radeče reči to, da potrebujemo poslanko ali poslanca iz tega območja in da kjerkoli že od nas 15 bo, ne pozabi, da je izvoljen iz Laškega in iz Radeč in to je najbolj pomembno. Hvala. Izvolite. Jaz bi pa zaključno misel imela to, kar je tudi naš slogan Desusa na teh volitvah, vrnimo dostojanstvo. Dostojanstvo je treba vrniti upokojencem, ki so 30 do 40 let delali, težko delali in zdaj dobivajo neko mizerno pokojnino, če v povprečju gledamo. Dostojanstvo moramo vrniti ljudem, ki so izgubili službo, in dostojanstvo je treba vrniti tudi tistem, ki delajo, imajo službo, pa za svoje trdo delo prejemajo spet mizerne plače. In končno, dostojanstvo je treba tudi vrniti mladim, predvsem tistim, ki so študirali, pa danes za manj iščejo službo in jim nič ne pomaga. To je moje, bi rekla, sporočilo ob teh volitvah in mojega kandidiranja in stranke Desus. Hvala. Gospa Nina. Jaz pa želim...
Jaz pa želim volivcem sporočiti, da 13.7., ko na dan volitev, je to istočasno tudi praznik demokracije in ker imamo v zadnjem času pri nas vse manj udeležbe na volitvah, na vseh teh, naj jih pozovem, naj se udeležijo, naj sodelujejo, ker potem, če ne greš voliti, potem tudi nimaš pravice komentirati odločitve, po domače rečeno šimfati. Tako da ljudi pozivam, naj se udeležijo, naj oddajo svoj glas. In pa tako, kot je že gospod Han rekel, naj tisti, ki bo izvoljen iz našega območja, ne pozabi na obe občini in pa naj ne pozabi tudi na tiste, ki ga niso volili, da je on poslanec vseh občanov in občank Radeč in Laškega. Gospa Petavr Dobovšek. Jaz bi tudi začela z našim sloganom Enotni zmagujemo. V tem smislu želim poudariti, da imam v mislih to enotnost tudi v našem volilnem okraju, da dokler ne bomo zmogli konsolidirati naše zavedanje, da lahko samo enotno popeljemo Slovenijo iz krize z ključnimi programskimi cilji, za katere vsi vemo, kateri so, do takrat Slovenije ne bomo zmožni popeljati iz krize. Torej, enotnost je nujna in šele takrat, ko bomo konsolidirali naše zavedanje o tej zadevi, bomo lahko pogledali v oči tudi naši naslednji generaciji. Vabim pa vse volivce v našem okraju, da se udeležijo volitev 13.7., ker je to pravica in to pravico je nujno potrebno izkoristiti, če želimo spremembe v naši domovini. Dragi kandidati, drago občinstvo, dragi gledalke in gledalci, je čas razmisleka in je čas odločitev. Zdaj bo počasi potreben čas odločitev. Že povedano, vse, kar smo že slišali, rečem še enkrat. 13. julija bo treba pametno se odločiti, katero ime pred katero številko oziroma katero številko pred katerim imenom bomo obkrožili. Vsi vi štirje ste bili najboljši. Želim vam, da bi bilo prostora kar za vse štiri, čeprav mogoče ne bo tako. Volivci pa imamo seveda vedno prav. Politiki in plenice, pravi, je rekel Mark Twain enkrat, se morajo menjati pogosto in to iz istega razloga. Hvala vsem za pozornost in srečno 13. julija.